Lep pozdrav vsem. Moje ime je Blaž Škrl. Povedal bom par uvodnih besed pred današnjim predavanjem. Zelo lepo vas je videti v takem številu. Dobrodošli na novem predavanju iz cikla, ki ga organiziramo člani Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, oziroma na kratko ASEF. ASEF je neprofitna organizacija, ki omogoča raziskovalne obiske na prestižnih univerzah, kot so Stanford, Berkeley, Princeton, Cambridge in podobne. Študenti imajo možnost sodelovati s priznanimi profesorji na aktualnih raziskovalnih problemih in tematikah, ter na tak način prenašajo znanje med slovenskim ter tujim raziskovalnim prostorom. Poleg strokovne odličnosti, ASEF ohranja skrb za prenos in ohranjanje slovenskega izročila ter vrednot dela v skupnosti. Današnja govorka Petra Kokanja se po končani maturi na Poljanski gimnaziji odločila za študij biotehnologije, ker je leta 2017 diplomirala pod mentorstvom dr. Nataše Poklar-Ulrich. Študirala je vlogo alfa-sinukleina pri razvoju Parkinsonove bolezni. Petra je študij nadaljevala na Univerzi v Uppsali, kjer je 2 leti kasneje magistrirala iz imunomodulatornih lastnosti zarodnih celic, oligodendrocitov pri razvoju bolezni. Delo je opravljala pod mentorstvom dr. Gonzala Castela Branca. Kot ASEF Fellow je Petra med študijem obiskala Univerzo v Kaliforniji, kjer je pod mentorstvom dr. Matija Peterlina raziskovala podvojevanje virusa HIV-1. Petra je avtorica oziroma soavtorica 4 znanstvenih publikacij. Trenutno nadaljuje z doktorskim študijem na Karolinskem inštitutu, kjer študira razvoj in patologijo oligodendrocitov. No, na današnjem predavanju nam bo Petra Kokanja predstavljala svoje raziskovalno delo pod naslovom Raznolikost dendrocitov. Preden ji predam besedo, bi samo omenil, da se predavanje snema. Komentarje pa lahko med predavanjem zastavljate na sistemu Slide. Tako da, Petra, predajam besedo. Živijo. Nisem sigurna, če me lahko zdaj vidite. Super se vidi, ja. Okay. Bom kar šerala mojo predstavitev. Upam, da je ok. Najprej hvala Blažu za en tak lep uvod. In seveda hvala ASEF-u in Mladinskemu centru Podlaga iz Sežane za podporo in organizacijo tega dogodka. Jaz sem res vesela, da lahko predstavim stvari, ki jih počnem zdaj tukaj, in tudi predvsem ljudem, ki ste se zbrali v takem številu za eno temo, ki je mogoče ni najbolj vsakdanja. Jaz bom probala narediti to predstavitev zanimivo in mogoče bolj poljudno znanstveno, ampak če imate pa še kakšna vprašanja, kakor ste že dobili informacijo na mail, lahko vprašate preko tele aplikacije, link imate na mailu in bom probala na vsa vprašanja odgovoriti na koncu moje predstavitve. Kakor je v bistvu Blaž povedal, jaz sem trenutno doktorska študentka v laboratoriju Gonzala Castela Branca, tukaj na Karolinskem inštitutu na Švedskem, kjer študiram oligodendrocite, o katerih bo danes še veliko govora. Sem pa tudi štipendistka ASEF organizacije iz leta 2018, ki mi je omogočila, da sem pri profesorju Peterlinu na Univerzi v San Franciscu študirala v bistvu inhibicijo podvojevanja virusa HIV na nivoju prepisovanja genov. Danes bom tudi preko te predstavitve nekako povzela, kako sem prešla iz neke tematike prepisovanja genov tudi na prepisovanje virusa HIV in potem v končni fazi tudi na bolj nevrološke teme, kakor so oligodendrociti. In ja, upam, da bo zanimivo. Itak da napol. Ok. Prvi del predavanja bo torej bolj predstavitev organizacije ASEF-a in nekako moja osebna izkušnja mojega raziskovalnega obiska v San Franciscu. In drugi del predavanja bo potem bolj znanstven, osredotočen na moje delo tukaj na Karolinski v Stockholmu. In kasneje bo potem še čas za vaše vprašanje.
Ja, kakor je že Blaž na hitro povedal v uvodu, je ASEF neprofitna izobraževalna organizacija, ki na različne načine podpira v bistvu neke perspektivne študente z nekim namenom, da bi ustvarila eno skupnost, ki bi stremela k odličnosti in ki bi tudi potem vračala skupnosti. In sodeluje z različnimi prestižnimi univerzami v naštetih državah, ki jih je tudi že Blaž v začetku omenil. In je v bistvu bila ustanovljena že leta 2014 in od takrat tudi nekako postopno spreminjala svoj program in nadgrajevala vse te podpore študentom. Ja, ASEF štipendijski program obsega trenutno 2 vrsti štipendij. Prva je za raziskovalni obisk v tujini in druga je potem za raziskovalni obisk v Sloveniji. Se pravi, prijavijo se lahko vsi študenti vseh stopenj, od nekih dodiplomskih do doktorskih študentov, ki študirajo v Sloveniji ali pa v tujini, hkrati pa tudi študenti slovenskih korenin, ki trenutno živijo v tujini in bi mogoče si želeli eno raziskovalno ali pa delovno izkušnjo v Sloveniji. Tako da prijave potekajo vsako leto ob koncu leta za izvedbo obiska v prihodnjem letu. Ja, ko sem bila jaz ASEF štipendistka v 2018, je bil ta program malce drugačen, tako da zdaj je malo nadgrajen, traja 3 leta in prvo leto obsega ta 10-tedenski raziskovalni obisk pod mentorstvom slovenskega profesorja na nekem strokovnem področju in na univerzi oziroma raziskovalnem inštitutu v tujini oziroma v Sloveniji. Štipendiste gostijo slovenske družine, kar tudi v bistvu pomaga neko integracijo štipendistov v slovenske skupnosti, tako v tujini oziroma štipendistov, ki prihajajo v Slovenijo, tudi v Sloveniji. Potem drugo in tretje leto je potem možnost tudi nadaljevanja raziskovalnega dela in hkrati se organizirajo različne aktivnosti in izobraževanja, vse od nekih team buildingov do predavanj in tako naprej. In se potem ustvarja tudi neka ASEF skupnost. Ja, lansko leto, recimo, jaz sem se udeležila enega piknika, ki ga je ASEF organiziral skupaj z eno drugo organizacijo, ChemCham. In tukaj je še nekako shema ASEF skupnosti. Zdaj, če povzamem, po prijavi najprej postaneš ASEF Junior Fellow za 3 leta in potem tudi lahko aktivno sodeluješ v organizaciji kakor alumni. In podobno je tudi za mentorje, ki se prijavijo za obdobje mentorstva 5 let in je tudi možnost za obnovitev potem. Ja, ASEF organizira različne prireditve, ki jih tudi promovira in objavlja na Facebooku in drugih in ASEF spletni strani. Takšne bolj odmevnejše prireditve so tudi gala v ZDA in gala v Sloveniji, ki je bila organizirana letos prvič. V gali v ZDA se v bistvu vsako leto podeli nagrado za življenjsko delo osebi slovenskih korenin, ki ima neke posebne izjemne dosežke. Lansko leto je bila prejemnica Mia Rode, ki je v bistvu profesorica slovenščine na Stanfordu in je v bistvu prispevala tudi k promociji Slovenije in slovenščine v svetu. Tukaj je pa še ena fotografija iz dobrodelnega plesa, ki je bil organiziran v sodelovanju z Rotary klubom v Ljubljani. In o vseh teh prireditvah si lahko več preberete na ASEF spletni strani oziroma se tudi naročite na ASEF novice, ki jih potem prejemate po mailu. Taki podobni dogodki so tudi ASEF Speaker Series ter ASEF izjemne zgodbe. V tej Speaker Series je v bistvu serija nekih poljudno-znanstvenih predavanj profesorjev in mladih in v bistvu poteka to na mesečni ravni na SAZU v Ljubljani. Izjemne zgodbe so pa
bolj kot neki pogovori z posamezniki, ki so uspeli v nekih svojih področjih in potekajo v prostorih NLB Centra inovativnega podjetništva v Ljubljani. Zdaj pa mogoče k moji ASEF izkušnji. Kot je že Blaž povedal, jaz sem se na mojo ASEF izmenjavo odpravila po prvem letniku magistrskega študija tukaj na Švedskem v Uppsali. In odpravila sem se v bistvu v laboratorij profesorja Matija Peterlina na University of California, San Francisco. In tukaj na levi je v bistvu tudi slika profesorja Peterlina in profesorja Koja Fujinage, ki je tudi nekako bil moj somentor in me usmeril v mojih raziskavah takrat. Takrat sem se osredotočila oziroma raziskovala inhibicijo podvojevanja virusa HIV na nivoju prepisovanja genov oziroma transkripcije. Zdaj o transkripciji bo danes še nekaj govora, mogoče v nadaljevanju, tako da samo na hitro, kaj je transkripcija oziroma proces prepisovanja molekule DNK. Kot vsi vemo, je naše telo sestavljeno iz organov in te organi so iz tkiv, ki jih gradijo celice, kot neki osnovni gradniki. Zdaj, če eno celico zoominamo tukaj in recimo, da odmislimo vse to, kar se dogaja okoli s tem virusom, se naša sesalčja celica v bistvu obdana z membrano in tukaj ima tudi jedro in v jedru je genski material v obliki DNK. Se pravi, molekula DNK je nosilka informacije za vse funkcije naših celic, ki jih v bistvu potrebuje za neko normalno delovanje. In ta informacija se potem prevaja v neke celične funkcije preko prepisovanja DNK v molekule RNK in te molekule RNK se potem prevajajo v proteine oziroma ker molekula RNK lahko tudi aktivno modulira neke celične funkcije. Tako da ta proces je nekako ključen za cel razvoj celic, za vse, kar celica počne in za vse odzive celice na okolje. Pri okužbi virusa HIV, HIV ima podoben zapis informacij, vendar je informacija o njegovem delovanju zapisana v obliki RNK molekule, tako da mu pravimo retrovirus. Virus se najprej pripne na celico in se potem internalizira v našo celico preko nekih reguliranih procesov in potem preko procesov se prepiše RNK molekula najprej v DNK molekulo, ki je pa nekako kompatibilna našemu genetskemu materialu tukaj in se virusna DNK vgradi v naš genetski material. In v bistvu z nekim takim trikom virus tudi potem uporabi našo mašinerijo za prepis naše DNK v naše RNK molekule, v bistvu porabi tudi za svojo korist in prepisuje tako svoje RNK molekule v tem procesu in tako omogoča neko ponovno gradnjo in razmnoževanje virusa. Zdaj pri zdravljenju oziroma pri terapijah okuženih s HIV-om se lahko v bistvu osredotočimo na različne te procese. Lahko poskusimo preprečiti vstop virusa v celico, lahko poskušamo modulirati procese na tej stopni. Jaz sem pa v San Franciscu se osredotočila na ta proces transkripcije in kako bi lahko v bistvu preprečili, da bi se virusna DNK prepisovala z našo mašinerijo in tako se tudi namnoževala v naših celicah. Zdaj, kako sem jaz sploh do te teme prišla? Po mojem študiju na biotehnologiji sem se odločila, da grem na absolventsko leto v Helsinki, v laboratoriji Matjaža Barboriča in takrat sem v bistvu se jaz spoznala z neko regulacijo
z neko regulacijo te transkripcije oziroma prepisovanja genov. In takrat smo študirali, kako se ti procesi spreminjajo ob vplivom DNK poškodb pod vplivom UV sevanja. In to so bili v bistvu neki moji prvi koraki spoznavanja transkripcije in prepisovanja genov. Tako da meni je ta ASEF izkušnja res dala nek drugačen pogled na vse te procese in tudi kako lahko te procese moduliramo v našo korist v smislu nekih terapij, kar me je od vedno nekako zanimalo in je bila v bistvu bolj kot neka nadgradnja mojega znanja, ki sem ga pridobila že v Helsinkih. Torej jaz po mojem prvem letu magistrskega študija sem najprej letela v Los Angeles, kjer sem preživela nekaj dni tam, da sem spoznala mesto in v bistvu neke te ekstreme Hollywooda in revnejših predelov mesta. Tam sem tudi obiskala najprej mojega brata, ki je bil takrat na izmenjavi na UCLA-ju in sem se že takrat malo spoznala z življenjem študentov v Ameriki, z konceptom nekih kampusov in mogoče tudi delovno etiko takrat, ker so v bistvu ti študentje bili ravno v času izpitnega obdobja. Potem sem se pa odpravila z avtom v San Francisco in naredila kakor nek road trip preko obale. In v bistvu jaz pred mojo ASEF izkušnjo nisem bila še v Ameriki oziroma sem bila samo na vzhodni obali in sicer v New Yorku, tako da sem imela neko predstavo, da je Amerika res neka taka urbana država in nisem imela nekih idej o mogoče naravi in drugih lepotah, mogoče zahodne obale. Tukaj na jugu sem največ časa preživela v nekih manjših mestih in tudi nekih narodnih parkih. Tukaj se mi zdi zanimivo, kako se ta obala razlikuje od juga proti severu in tudi recimo obalna pokrajina do neke pokrajine v notranjosti. In nekaj časa sem potem si tudi vzela, da sem šla na neke pohode, predvsem v Narodnem parku Big Sur, kjer sem tudi potem kampirala in preživela nekaj časa v naravi, preden se je moj ASEF obisk začel v San Franciscu. In tukaj je še v bistvu ta kontrast med severno obalo, ki je dosti bolj vetrovna in mogoče bolj kamnita, ampak je bil to potovanje bilo mogoče nek tak lep uvod. Moja ASEF izobraževanje sem pa potem začela v San Franciscu, kjer me je najprej sprejela družina Plutovih, Joži in Franc Plut in tudi njihova razširjena družina so me na začetku gostili. Oni so me potem tudi predstavili tej slovenski skupnosti v ZDA in mogoče me seznanili malo s San Franciskom in me peljali na neke oglede mesta. Hkrati so me pa tudi integrirali v neko skupnost Slovencev in tukaj vidimo sliko iz piknika ob Dnevu državnosti, ki je bil organiziran v Silicijevi dolini strani častnega konsula v San Franciscu. In takrat sem tudi dobila eno priložnost spoznavanja tudi drugih ASEF štipendistov in mogoče en pogled v slovensko skupnost v ZDA, ki je v bistvu zelo aktivna, tudi če primerjam recimo Švedsko ali pa z Finsko, so ljudje, Slovenci v ZDA zelo angažirani in tudi pripravljeni pomagati. Kar se tiče mestnega utripa San Francisca, mesto je gotovo barvito in živahno in predvsem pa raznoliko. Kulturo lahko opazujemo od ulic do nekih bolj svečanih oziroma fancy dogodkov. Jaz sem se udeležila recimo veliko koncertov Filharmonije v San Franciscu
Hkrati pa tudi mesto ponuja dosti možnosti za neke enodnevne izlete in tudi sprostitve, kolikor toliko v naravi. Meni je bil najbolj všeč tale Golden Gate park, ki je v bistvu mogoče 20 minut hoje od laboratorija, kjer sem jaz delala. Ja, in to je tudi laboratorij profesorja Peterlina, in v bistvu ima res dober razgled na celotno mesto in na park in obalo. Zdaj, kar se tiče nekih izkušenj, ki sem jih pridobila s to celotno ASEF izmenjavo, jih je bilo itak ogromno in mislim, da vsi, ki niste prepričani, če bi šli na neko tako izmenjavo v tujino oziroma če bi se prijavili za ASEF štipendijo, jaz zagotavljam, da bo sigurno ena pozitivna izkušnja. Mogoče ne samo iz stališča poglabljanja v vaše raziskovalno področje in tehničnih znanj, ampak tudi nek dober vpogled v raziskovalni sistem in kako stvari delujejo v Ameriki in mogoče tudi drugod po svetu. Se mi zdi, da se v Ameriki tudi komunikacija znanosti malo razlikuje v primerjavi z Slovenijo oziroma tudi tukaj. Jaz sem takrat v laboratoriju dobila tudi dosti priložnosti za review nekih člankov, ki jih je profesor Peterlin dobil za review, preden so članki objavljeni. Tako da takrat smo imeli dosti tudi nekih sestankov, na katerih sem aktivno sodelovala in smo kritično razpravljali neke znanstvene raziskave in tako naprej. En aspekt je tudi gotovo delovna etika, ki je v Ameriki na precej visokem nivoju in na vse zadnje tudi kontakti in prijateljstva, ki jih za eno tako izkušnjo dobiš, naredijo vse skupaj vredno. Zdaj pa k drugem delu mojega predavanja, ki se osredotoča na oligodendrocite. Tukaj na levi imamo eno shemo oziroma eno ilustracijo, h kateri se bom vrnila mogoče še na koncu. Ampak po mojem mnenju lepo predstavi neko raznolikost oligodendrocitov, ki jo bom razpravljala zdaj skozi ta del predavanja. Ko govorimo o centralnem živčnem sistemu oziroma o živčevju nasploh, je mogoče naša prva asociacija živčna celica. Kljub temu pa vemo, da v bistvu celice v živčnem sistemu niso samo nevroni oziroma živčne celice, ampak je poleg njih še en kup drugih celic, ki omogočajo pravilno delovanje našega živčevja. Tako na grobo je naš živčni sistem razdeljen na periferno in na centralno živčevje, in centralno živčevje je v bistvu sestavljeno iz hrbtenjače ter iz možganov. In v tem centralnem živčevju se poleg nevronov, ki sem jih prej že omenila, oziroma živčnih celic, nahajajo tudi 3 večje populacije s skupnim imenom glija celice. Glija celice so bile odkrite v drugi polovici 19. stoletja in glija v grščini v bistvu pomeni lepilo. In to zaradi tega, ker na začetku oziroma dolgo časa po njihovem odkritju so bile te celice obravnavane kakor neki pasivni gradniki oziroma podporniki našega živčevja in jim v bistvu ljudje niso dodelili toliko pozornosti kakor mogoče živčnim celicam. Kljub temu pa te celice v bistvu prispevajo k delovanju živčevja v smislu neke podpore, ne samo fizične, ampak tudi metabolne. Te celice tudi gradijo neko bariero med našim centralnim živčnim sistemom in našim krvnim obtokom. Hkrati pa tudi delujejo kakor neki senzorji za okvare in potem probajo te neke okvare v živčnem sistemu sanirati. Tako da zdaj sem govorila največ o glija celicah oziroma funkcijah astrocitov in mikroglija. Naša glavna tema danes so pa oligodendrociti, ki so v bistvu celice, ki podpirajo nevrone v smislu neke izolacije. Oligodendrociti tvorijo
neke lipidne membrane, ki se potem raztezajo do delov nevronov, ki jim pravimo aksoni. To je ta daljši raztezek iz telesa nevrona. In s pomočjo te izolacije, ta izolacija je v bistvu pomembna za učinkovito prevajanje akcijskih potencialov oziroma nekih električnih signalov preko nevronov. In cel ta sistem v bistvu deluje podobno kakor recimo neke električne žice v naših omrežjih, ki so tudi izolirane s plastjo neke plastike, da se v bistvu elektrika učinkovito prevaja. In tej snovi oziroma tem membranom pravimo mielinske membrane. Tako da nekako še zmeraj velja, da je glavna funkcija oligodendrocitov neka podpora in izolacija nevronov za neko učinkovito prevajanje električnih signalov. Ja, tukaj je mogoče še neka animacija, kako oligodendrocit tvori tole mielinsko membrano, ki se potem ovije okrog nevrona in omogoča prevajanje električnih signalov preko našega živčnega sistema. Zdaj pa nazaj k prepisovanju genov oziroma k transkripciji. Kakor sem že povedala, so bili oligodendrociti dosti časa malo spregledani in mogoče noben ni preveč energije zapravljal za njihovo raziskovanje oziroma za raziskovanje neke raznolikosti te celične populacije, kar se je pa do ene mere v bistvu spremenilo leta 2016, ko je laboratorij, v katerem zdaj trenutno jaz delam, v bistvu posekvenciral RNK zapis teh celic in ugotovil, da je tukaj znotraj te celične populacije transkripcijska raznolikost. To pomeni, kakor sem že prej omenila, da se DNK zapis med temi celicami v večji meri ne razlikuje, ampak se vse te celični procesi, tudi recimo proces maturacije in diferenciacije oziroma tudi staranja celic, regulirajo preko prepisov DNK molekule v RNK. In s tehnologijo sekvenciranja na nivoju posameznih celic v bistvu mi lahko preberemo, katere RNK molekule se prepisujejo na določeni stopnji razvoja vsake celice v določenem času. Kakor vidimo, tudi te celice se razlikujejo tudi morfološko oziroma kako izgledajo, tako da mogoče ta transkripcijska raznolikost niti ni presenetljiva. Presenetljivo je pa to, da smo v bistvu pogruntali, da tudi te celice, ki so v bistvu že odrasle celice in mielinirajo aksone, se transkripcijsko razlikujejo med seboj in tvorijo neke podskupine oligodendrocitov, ki jih pred razvojem te tehnologije v bistvu nismo prej poznali. Tukaj je en graf, kako se v bistvu to transkripcijsko raznolikost pridobljeno s tehnologijo single cell sequencing oziroma sekvenciranje na nivoju ene same celice predstavi. In to je v bistvu v tem grafu vsaka pika predstavlja eno celico in bolj kot so si te pike skupaj v prostoru, bolj so si transkripcijsko podobne. Se pravi, bolj podobne RNK molekule imajo v sebi v tem določenem času. Tukaj so tudi potem te podskupine, ki smo jih pridobili s to tehnologijo, označene z različnimi barvami. In kakor vidimo, se profil RNK molekul, ki je izražen v času oligodendrocitov precursorjev, to pomeni nekih celic, ki imajo potencial za potem diferenciacijo in razvoj do odraslih oligodendrocitov, se v bistvu te transkripcijski profili teh celic kar precej razlikujejo od transkripcijskih profilov nekih odraslih oligodendrocitov tukaj. In hkrati pa vidimo, da tudi znotraj teh odraslih oligodendrocitov, ki ovijajo nevrone, se tvorijo neke skupine, ki so si mogoče malo bolj transkripcijsko podobne oziroma transkripcijsko različne. In tukaj vidimo recimo z rjavo barvo je obarvana skupina, ki smo jo poimenovali MOL2, si je v bistvu precej različna
od skupin MOL5 in 6. In zdaj, zakaj je to sploh pomembno? Do zdaj v bistvu ni noben začel raziskovati, kako se ta transkripcijska raznolikost prevaja v neke funkcije. Se pravi, en od mojih največjih vprašanj, mogoče mojega doktorskega študija je, kako se ta transkripcijska raznolikost in kako se te različne skupine, podskupine oligodendrocitov raziskujejo v njihovih funkcijah in v tem, kako izgledajo in mogoče v katere nevrone potem tudi izolirajo. Zdaj, oligodendrociti so mogoče komu od vas znani tudi v sklopu multiple skleroze, ki je kronična avtoimuna vnetna bolezen. In v tej bolezni v bistvu naš imunski sistem začne napadati tele odrasle oligodendrocite, ki izolirajo nevrone. In to povzroča proces, ki mu rečemo demielinizacija in neko propadanje teh mielinskih membran, kar potem vodi tudi do nevrodegeneracije in efektov na tale živčni sistem, ki se potem nekako prevaja v motorične simptome pacientov. Z enako tehnologijo, torej single cell sequencing, je naš laboratorij odkril tudi neke nove podskupine oligodendrocitov, ki se pojavijo samo v primeru nekega vnetja oziroma bolezni, kakršna je multipla skleroza. Ana Falcao in David, še en PhD študent iz našega laboratorija, sta objavila študijo v Nature Medicine leta 2019, v katerem sta raziskovala te podskupine oligodendrocitov v miši in potem postdokinja iz našega laboratorija je leto kasneje objavila tudi v reviji Nature še eno študijo, ki je bila v bistvu tako ponovljena na pacientih s človeškim tkivom in je ponovila te rezultate, da imamo v bistvu v primeru bolezni neke specifične podskupine, ki se tvorijo v takem primeru. In kar je zanimivo, kar smo odkrili s to tehnologijo, je to, da v bistvu oligodendrociti, ki se pojavijo v času bolezni, prevzemajo neke funkcije imunskega sistema. To pomeni, da začnejo izražati neke gene, ki jih običajno izražajo samo naše celice imunskega sistema. In to v bistvu odpre neko novo področje in vprašanja, kakšne funkcije sploh ima ta skupina oligodendrocitov, tako mogoče v razvoju živčnega sistema, kot tudi v bolezni in ali so lahko te oligodendrociti aktivno vpleteni v nek imunski odziv in ali pozitivno oziroma negativno vplivajo tudi na razvoj bolezni z nekimi aktivnimi imunomodulatornimi funkcijami. Tukaj na desni imamo eno sliko možganov, ki so v bistvu vsi iz pacientov z različnimi oblikami multiple skleroze. Tukaj na vrhu imamo dve sekciji možganov, ki so v bistvu od dveh pacientov, ki imajo podobne simptome in podobno progresijo bolezni, ampak kakor vidimo iz teh slik je to, da v bistvu lezije, to so ta področja, kjer je ta imunski odziv najbolj potenten in kjer je ta demielinizacija najbolj močna, se precej razlikujejo od pacienta do pacienta. To pomeni, da tudi v smislu neke patologije je v bistvu bolezen zelo heterogena in tudi tukaj imamo še eno drugo obliko bolezni, ki se prav tako precej razlikuje v smislu teh lezij oziroma lokacije teh lezij, kakor vidimo, tukaj so z različnimi barvami v bistvu obarvane te lokacije demielinizacije. In v bistvu vidimo, da te barve tudi predstavljajo različne imunske zgradbe teh lezij oziroma katere celice se v njih nahajajo. In vidimo, da je v tem smislu bolezen precej heterogena.
kar je v bistvu tudi zelo zanimivo iz stališča oligodendrocitov. In eno mojih vprašanj je tudi mogoče, ali je neka subpopulacija teh oligodendrocitov preferenčno napadena iz strani našega imunskega sistema, oziroma mogoče se v teh lezijah nahaja samo imunske populacije oligodendrocitov, in v bistvu me tudi zanima, kako te različne podpopulacije oligodendrocitov in sodelujejo oziroma komunicirajo z ostalimi celicami v našem živčnem sistemu, tako nevroni kot tudi z nekimi imunskimi celicami. Tako da ja, moj raziskovalni cilj je opredelitev funkcij teh prej omenjenih podskupin oligodendrocitov, tako v zdravih, kakor v bolezenskih stanjih, kakršna je multipla skleroza. Zdaj imamo v bistvu en članek, ki je trenutno v reviewju v Nature Communications in ta študija je bila v bistvu zastavljena iz strani ene postdoktorske raziskovalke v našem laboratoriju, Elize Floridija. In ona je v bistvu pogruntala, da imajo te podskupine oligodendrocitov neke prostorske preference v našem centralnem živčnem sistemu. Oziroma, z drugimi besedami, da so lokacije teh različnih podpopulacij strogo določene, tako v možganih, kot tudi v hrbtenjači. Tukaj vidimo v bistvu rezultate, ki so bili pridobljeni z metodo, ki pravimo RNA-scope. Te metode mogoče ne bi zdaj trenutno razlagala, lahko pa potem, če bo čas pri vprašanjih, malo bolj podrobno opišem. Ampak kar smo tukaj naredili, je v bistvu, da smo iz miške izolirali hrbtenjačo in jo potem secirali na rezine 10 mikrometrov. In te rezine smo potem obarvali z enimi takimi fluorescentnimi markerji, ki se specifično vežejo na populacijo MOL2 oziroma populacijo MOL5 in 6. In iz teh rezultatov v bistvu vidimo, da se MOL2 populacija v bistvu izraža največ v hrbtenjači in sicer v tem delu, ki pravimo belina oziroma white matter. In hkrati ta populacija preferenčno izolira oziroma mielinizira senzorične nevrone. Kontrastno tej populaciji pa se oligodendrociti 5 in 6 nahajajo v vseh analiziranih regijah, tako v možganih kot tudi v hrbtenjači in se v bistvu nekako množijo z starostjo. Ja, in v bistvu, ko smo pridobili te rezultate in ko smo jih poslali v review, so seveda reviewerji, to so ljudje, ki nekako ti dajo nek feedback iz tvojega članka, so v bistvu vprašali za neke mogoče bolj funkcijske razlike med temi populacijami oziroma vsaj, da bi jim predstavili različne mogoče morfološke razlike med temi dvemi populacijami. Se pravi, če celice MOL2 izgledajo mogoče kaj drugače kot MOL5 in 6. In v ta namen smo potem v laboratoriju vzpostavili en sistem mikrofilamentov. To so taki plastični filamenti, ki v bistvu v enem smislu uprizarjajo nevronske aksone. In z temi filamenti lahko nekako oponašamo nevrone in če izoliramo prekurzorske celice oligodendrocitov iz možganov oziroma iz hrbtenjače in jih gojimo na teh filamentih v procesu neke diferenciacije, potem pridobimo neke odrasle oligodendrocite, ki lahko mielinizirajo te filamente. Tako da naš plan je bil potem, da bi izolirali te prekurzorske celice iz možganov in jih gojili na teh filamentih in bi potem pridobili populacije MOL5 in 6,
in iz hrbtenjače, ki je preferenčno bolj bogata z MOL2, bi potem pridobili v bistvu oligodendrocite MOL2. Presenetljivo v bistvu nismo mogli pridobiti populacije MOL2 v nobenem primeru, niti če smo izolirali oligodendrocite prekurzorje iz hrbtenjače, kar mogoče nakazuje na to, da imajo v bistvu vse prekurzorske celice oligodendrocitov potencial za razvoj v katerokoli populacijo, ampak specifikacija, v katero populacijo se bojo razvile, je najverjetneje odvisna od nekih zunanjih signalov, nevronov, najverjetneje, oziroma celic, ki so tam v okolici. Za te nadaljne raziskave, te hipoteze, smo se tudi povezali s skupino Molly Stevens na Karolinski in na Imperial College v Londonu. In zdaj v bistvu skupaj z njimi razvijamo te mikrofilamente naprej. In sicer te filamente bi zdaj v naslednjih korakih radi prekrili z nekimi signalnimi molekulami, ki jih v biološkem sistemu proizvajajo nevroni oziroma tudi celice v okolju, in bi tako potem poskusili promovirati nastanek ene oziroma druge populacije. In na ta način bi potem lahko ugotovili, katere signalne molekule so vpletene v razvoj neke populacije teh odraslih oligodendrocitov. Hkrati pa s tem sistemom lahko spreminjamo tudi diameter teh filamentov. Kar je zanimivo, je to, da nevroni v hrbtenjači imajo v bistvu večje diametre, se pravi, so debelejši v primerjavi z nevroni v možganih. Tako da ena od hipotez je mogoče tudi, da populacija MOL2 potrebuje filamente, ki bi bili malo debelejši, in bi to bil potem nek signal za specifikacijo v MOL2. In tretji aspekt je tudi, se pravi, električni signal. Skupina Molly Stevens zdaj tudi poskuša razviti te filamente, po katerih bi lahko potovali električni signali v različnih oblikah in bi potem lahko tudi raziskovali, kako te impulzi vplivajo na specifikacije populacij. In tako v bistvu, kako naši podatki izgledajo. Tukaj v zelenem imamo označen mielin, ki je tukaj na tej shemi označen z modro, in v modrem imamo celična jedra. Kako določimo, recimo, katere celice so to, oziroma kako identificiramo, v kateri populaciji pripadajo, je zdaj spet z tehnologijo, ki sem jo prej omenila, in to je sicer RNA-scope. Tako da zaenkrat ne moramo še govoriti o nobenih morfoloških razlikah med temi populacijami, ker v bistvu ne moremo pridobiti populacije MOL2 v tem našem sistemu. In v bistvu ta prostorska specifičnost teh različnih populacij je bila v tem istem članku, ki je zdaj v reviewju, potrjena tudi z eno metodo, ki pravimo in situ sequencing. To je v bistvu tudi podobno kot sequencing, ki sem ga opisovala na začetku, je identifikacija celic v neki prostorski komponenti, torej v prostoru. Ta metoda je zelo podobna kot recimo RNA-scope, se pravi, lahko detektiramo celice na nivoju nekih molekul, ampak v bistvu lahko sekvenciramo direktno na nekem tkivu. Tako da te rezultati so tudi potrdili, kar sem prej omenila, neko prostorsko specifičnost teh populacij, in zdaj v bistvu pripravljam tudi tkiva multiple skleroze oziroma modele multiple skleroze, ki bi jih potem tudi rada sekvencirala s to metodo. In sicer za multiplo sklerozo, za raziskovanje te bolezni uporabljamo različne modele miši, in jaz trenutno uporabljam model, ki mu pravimo Experimental Autoimmune Encephalomyelitis.
In v tem modelu v bistvu v miško vbrizgamo en antigen mielina, ki potem v bistvu naš oziroma imunski sistem miši usmeri v tele plasti mielina in jih potem v bistvu imunske celice poškodujejo na enak način oziroma podoben način, ko se to dogaja v multipli sklerozi. In tukaj vidimo v bistvu nek timescale, kako se to dogaja s časoma. Za razvoj neke bolezni v miši to traja recimo 12 dni tukaj, v tem primeru. In preko tega časa začne miška razvijati različne simptome paralize, ki so podobni nekako simptomom, ki jih razvijajo ljudje z multiplo sklerozo. In v bistvu potem na najvišji stopnji te bolezni potem pridobim to tkivo iz hrbtenjače in iz možganov in lahko raziskujemo te lezije, ki sem jih že prej omenjala na možganih, tudi na hrbtenjači miši. In so si v bistvu še kar podobne po sestavi. Tako da z sekvenciranjem tem in situ sequencing bi lahko pridobili informacije o tem, katere celice oligodendrocitov, pa tudi katere imunske celice se nahajajo v teh lezijah, mogoče tudi kakšne interakcije imajo te imunske celice z oligodendrociti in nasploh, kako se recimo populacije odzivajo na nek model multiple skleroze. In tukaj je v bistvu predstavljeno še to, kako se mielin s časom tega modela IEI najprej reducira pod vplivom nekega imunskega sistema oziroma napada imunskega sistema. Tukaj je označen zeleno barvo in v bistvu s časoma se potem ta mielin začne obnavljati, ampak eventualno vseeno začnejo tudi nevroni propadati in se razvijajo motorični simptomi v miškah, podobno kot pri ljudeh. Ja, in s takimi poskusi bi potem lahko pridobila informacije o teh prostorskih preferencah oligodendrocitov v zdravih in tudi v bolezenskih stanjih. In hkrati, poleg teh prostorskih informacij, dobimo tudi nek vpogled v interakcije, s katerimi celicami se oligodendrociti mogoče sonahajajo v lezijah oziroma tudi preko centralnega živčnega sistema. In ta informacije nam lahko tudi potem dajo neke namige, kakšne signale te celice producirajo in vpliva potem tudi na specifikacijo oligodendrocitnih populacij. Kot sem že na začetku omenila, je ena zanimiva ugotovitev zadnjega časa tudi imunomodulatorne lastnosti oligodendrocitov. In sicer v članku Nature Medicine, ki sem ga že prej omenjala, je naša skupina ugotovila, da oligodendrociti oziroma prekurzorji oligodendrocitov izražajo gene, ki so običajno značilni za neke profesionalne imunske celice, kakršni so recimo geni MHC2 kompleksa. In tukaj vidimo spet z tehniko RNA-scope neko izražanje gena CD74, ki je v bistvu gradnik kompleksa, ki je ponavadi značilen za neke imunske celice. Zdaj v bistvu ne vemo še točno, zakaj začnejo neke oligodendrocitne populacije izražati te imunske gene in kakšen vpliv imajo potem na progresijo bolezni. Tako da en del naše skupine v laboratoriju se ukvarja mogoče bolj s to imunsko komponento. Mene pa bolj zanima še ena druga značilnost, ki je bila odkrita v isti študiji, in to je sposobnost fagocitoze oziroma internaliziranja enih delcev iz okolja. Imunske celice, kot vemo, so odgovorne tudi za čiščenje
našega organizma, se pravi, če zaznajo nek tujek, ga bo potem internalizirane in neutralizirale in tako v bistvu nekako izločile po poti, ki ne bo škodila našemu organizmu. In v enaki študiji smo tudi ugotovili, da če OPC oziroma te prekurzorje oligodendrocitov izoliramo iz možganov in jih potem gojimo v nekih plastičnih posodicah, ki jim dodajamo različne materiale oziroma različne delce, ti oligodendrociti začnejo te delce internalizirati na podoben način, kot delajo to recimo imunske celice. In tukaj vidimo, v plavem so v obeh primerih označena celična jedra in v bistvu rdeči delci so neki delci, s katerimi smo jih dodali v kulturo in katere so potem te celice začele prevzemati. Mogoče ta fotografija bo malo bolj jasna zdaj iz nekih videov, ki jih bom predstavila. Ja, se pravi, mene tudi zanima ta dinamika fagocitoze oziroma njenih mehanizmov v liniji oligodendrocitov oziroma v celicah oligodendrocitov in kakšen je sploh pomen te fagocitoze v zdravih in bolezenskih stanjih. Glede na to, da imamo mi v nekih bolezenskih stanjih profesionalne imunske celice, ki opravljajo vse te imunske funkcije, se pojavi vprašanje, če je ta fagocitoza recimo oziroma izražanje teh imunskih genov iz celic oligodendrocitov sploh relevantno. Oziroma, ja, je v bistvu še dosti odprtih in zanimivih vprašanj, ki morajo biti naprej raziskane. Jaz sem potem te študije fagocitoze začela najprej tako, da sem izolirala te prekurzorje oligodendrocitov in jih gojila v plastičnih posodjah v nekih medijih in jim potem dodajala različne materiale za fagocitiranje. In hkrati sem jih v bistvu snemala pod mikroskopom, tako da tukaj vidimo zdaj en time-lapse video v času v bistvu enega dneva, kako se ta proces odvija. In zelenim so tukaj označene prekurzorske celice in vidimo, da se v bistvu nekako gibljajo tem delcem in jih internalizirajo oziroma fagocitirajo skozi te neke izrastke, ki so značilni za te prekurzorske celice. Kar je tudi zanimivo, je tudi, da določene celice izvajajo ta proces hitreje, določene celice so zelo počasne, tako da je v bistvu še dosti odprtih vprašanj v tem smislu. Za primerjavo sem pa potem tudi iz možganov izolirala mikroglije, ki sem jih imela na začetku. Mikroglije so pa neke profesionalne fagocitne celice v našem centralnem živčevju in je v bistvu to je ena njihovih glavnih funkcij, prav to čiščenje in fagocitoza različnih materialov. Te izolirane celice so bile prav tako, sem jim dodala različne delce za fagocitiranje in kakor vidimo, so dosti bolj aktivne v smislu nekega gibanja in tudi dosti hitreje internalizirajo te delce. Tako da tukaj je spet zdaj neko vprašanje, kakšna je sploh vloga tega procesa fagocitoze OPC oziroma prekurzorjev oligodendrocitov, če imamo že neke profesionalne celice v našem imunskem sistemu za to vlogo. Mogoče ena taka hipoteza bi lahko bila, da ko začnejo te celice mikroglija postajati preobremenjene, mogoče predajo del neke svoje odgovornosti za to fagocitozo oligodendrocitom. Hkrati je pa še eno tako zanimivo vprašanje, da če začnejo recimo prekurzorji oligodendrocitov fagocitirati in opravljati neke imunske funkcije, ali potem to zaustavi njihovo osnovno funkcijo, ki je v bistvu izolacija nevronov. Se pravi, če te celice prekurzorjev začnejo fagocitirati in se potem ne morejo uspešno diferencirati v neke nevrone, v neke odrasle oligodendrocite, ki izolirajo nevrone, mogoče to bi tudi bil en tak razlog za progresijo bolezni, kakršna je
multipla skleroza. In v bistvu s tem bom jaz zaključila. Upam, da imate kakšno vprašanje, mogoče tudi enih stvari nisem uspela prav jasno razložiti zaradi omejitve s časom, ampak nekako neki sklepi oziroma take home message te moje predstavitve so, da so oligodendrociti, ki jih zdaj, kakor veste, vidimo tudi na tej ilustraciji, zelo heterogena skupina v smislu neke transkripcije oziroma izražanja genov in te transkripcijske heterogenosti še nismo prevedli v neke mogoče funkcijske razlike oziroma morfološke razlike. Kljub temu pa je vedno več dokazov iz našega laboratorija in tudi iz drugih raziskav, da so te podskupine v bistvu tudi funkcijsko zelo raznolike in še posebej recimo naše rezultati specifičnega razporejanja teh skupin preko centralnega živčnega sistema nakazuje na to, da so te procesi specifikacije različnih podskupin dobro regulirani in mogoče tudi te različne podskupine predstavljajo različne tipe podpore nevronom. In še zadnji sklep je, da so oligodendrociti potencialno tudi aktivni v nekem imunskem odzivu in boleznih, kakršna je multipla skleroza, in to spet odpira neko novo znanstveno področje oligodendrocitov oziroma neke nove perspektive, ki bojo sigurno v prihodnosti malo bolj razjasnjene. Ja, jaz bi se rada zahvalila najprej ASEF-u in tudi podlagi spet za tak lep dogodek in tudi še posebej še vam, ki ste se udeležili tega predavanja. Hkrati pa bi se zahvalila tudi moji skupini, s katerimi sodelujemo. To je Gonzalo, trenutno moj šef, potem Eliza, ki je avtorica tega članka, ki ga imamo v reviewju in večine tudi te študije, ki sem jo zdaj predstavljala. In Tanja, ki je tudi z mano delala predvsem na teh mikrofilamentih in tudi, se pravi, ostali člani naše skupine. In hkrati bi se še enkrat zahvalila ASEF-u in tudi, ja, seveda Peterlinu in Koju za mentorstvo preko moje ASEF izkušnje. Tako da s tem smo prišli do vprašanj in še enkrat hvala za pozornost in ja, to je to. Okej. Prvo vprašanje je, če bi okužba z virusom HIV upočasnila razvoj multiple skleroze, bi se v takšnem primeru imunski sistem branil pred HIV-om in ne več napadal oligodendrocite. Ja, to se mi zdi res tako kreativno, super vprašanje. Ja, v bistvu ne morem povedati nič konkretnega, ker najprej nisem neki imunolog, tako da ne bi točno znala 100% odgovoriti. Najverjetneje ne, jaz bi, mislim, po mojem mnenju ne, zaradi tega, ker so ti procesi malce ločeni in v bistvu celice, ki pri multipli sklerozi napadajo mielin, so prav specificirane za razgradnjo teh oligodendrocitnih oziroma mielinskih membran. Tako da v bistvu bi bilo zanimivo prebrati kaj na to temo. Je pa dosti dokazov, ena od hipotez je tudi, da okužba z virusom v bistvu promovira razvoj multiple skleroze v nekaterih primerih in to je sicer z virusom Epstein-Barr virus. Tako da po mojem mnenju, ko je imunski sistem
nekako v kompromisu že zaradi ene oziroma druge okužbe se potem vse te odzivi še bolj potencirajo. Tako je moje mnenje, no. Ampak bi bilo pa verjetno vprašati kakšnega imunologa. No, drugo vprašanje je, kdaj po nastopu multiple skleroze se začnejo pojavljati oligodendrociti te vrste? Kakšna je njihova funkcija? Aha, to se mi zdi zdaj super vprašanje. Zdaj te podatki, ko smo jih dobili, ko sem jih predstavljal v tej predstavitvi, so bili pridobljeni na stopnji multiple skleroze, ko je bila ta najbolj potentna. Se pravi, ja, mogoče, če še enkrat delim mojo predstavitev. Ja, se pravi, te imunooligodendrociti oziroma te imunske sposobnosti oziroma izražanje imunskih genov v tej celični liniji so bile pokazane na tej stopnji, se pravi na najvišji stopnji bolezni EAE oziroma IEI. Tako da v bistvu zdaj v našem laboratoriju ena študentka tudi raziskuje prav to vprašanje, se pravi, na kateri stopnji se začnejo pojavljati imunooligodendrociti, ali so v bistvu že na začetku neke imunske funkcije teh prekurzorjev oziroma oligodendrocitov izražene oziroma se izražajo potem skozi bolezen naprej. Se pravi, ona v bistvu zbira in raziskuje te mehanizme na različnih točkah napredka bolezni na enem drugem modelu multiple skleroze v miših. Pri ljudeh je pa tako, da imamo podatke samo iz postmortem, se pravi iz tkiva, ki je bilo zbrano oziroma pridobljeno po smrti pacientov. In tam smo v bistvu potrdili, da imamo tudi neke specifične imunske populacije, ampak je pa malo težje raziskovati, recimo, na kateri stopnji se začnejo pojavljati pri ljudeh. Se mi pa zdi, da ta njena študija bo pokazala malo bolj jasno, kdaj se začnejo te lastnosti izražati in pojavljati. Ena hipoteza je celo, da mogoče te imunske lastnosti oziroma izraženih nekih imunskih genov iz strani oligodendrocitov oziroma njihovih prekurzorjev celo spodbudijo oziroma promovirajo nastanek bolezni. Druga hipoteza je potem, da v bistvu zavirajo to bolezen, tako da bo sigurno zanimivo v prihodnosti, kakšne rezultate bomo pridobili. Tretje vprašanje je, kako je COVID-19 vplival na eksperimente in časovnico vaših raziskav? Ja, tudi zelo dobro vprašanje. Jaz sem upala nekako, da bom to predstavitev imela malo kasneje in tudi z malo več rezultati, še posebej, ker so vse te študije na nekih začetnih fazah in so te rezultati zelo taki, odpirajo dosti vprašanj in ne toliko odgovorov. Zdaj trenutno v našem laboratoriju večina ljudi dela od doma stvari, ki se jih da delati od doma. Recimo jaz hodim v laboratorij predvsem skrbeti za živali oziroma miši in delati neke eksperimente, ki niso jih v stanju, da bi se jih dalo ustaviti. Drugače pa na Švedskem se mi zdi, da vsi vemo, kakšna je politika, so bolj neki predlogi, kakor zakoni, kaj se sme delati in kaj se ne sme delati, tako da se v bistvu vsak laboratorij po svoje odloča, kakšne strategije bojo imeli v tem času. Mogoče še zadnje vprašanje, ali je možno, da imajo OPC-ji in mikroglije skupnega evolucijskega prednika in da imajo zato OPC-ji nekatere fagocitne sposobnosti kot neki evolucijski ostanek? Ja, v bistvu se celice v našem telesu razvijajo iz nekih
matičnih celic oziroma nekih bolj plastičnih celic, ki imajo recimo potencial za razvoj v različne populacije, in tudi pri glija populacijah je tako, da v bistvu imajo nekega kakor skupne prekurzorje. Mogoče ne toliko evolucijsko, ampak bolj skozi razvoj našega živčevja. Zdaj, glede fagocitnih sposobnosti, ena od mojih mogoče hipotez je tudi tu, da vsako celico, ki je kolikor toliko plastična, kakor recimo OPCs oziroma neki prekurzorji oziroma matične celice, če postavimo jo v neko okolje, ki bo zelo imunsko zahtevno oziroma ki bo zahtevalo neko čiščenje ostankov, materialov, ki so v okolici za preživetje teh celic, mogoče bo vsaka celica, ki se lahko kolikor toliko premika v prostoru, avtomatsko začela zdaj čistiti oziroma internalizirati, fagocitirati te delce. Zdaj, fagocitoza je bila v bistvu že dokazana tudi pri drugih neprofesionalnih celic, neprofesionalnih fagocitnih celicah. Taki so tudi neurostem cells, še ene plastične celice, ki imajo potencial za razvoj v različne celične tipe. Tako da, jaz bi mogoče razmišljala bolj v tej smeri in ne v smeri ostanka, evolucijskega ostanka oziroma neke informacije, ki se je potem prenesla skozi evolucijo. Upam, da to odgovori na to vprašanje. Zdaj sem dobila še eno vprašanje. Ali en posamezen oligodendrocit mielinizira tudi živčna vlakna različnih tipov ali vedno enako debelino tip? To je zdaj tudi eno super vprašanje. V bistvu vemo, da lahko en oligodendrocit mielinizira tudi do recimo 50-60 aksonov in lahko te membrane razteza precej daleč. Zdaj, to je eno od vprašanj, ko si ga tudi jaz postavljam, in recimo v tem smislu, v teh rezultatih, ki sem jih predstavila danes, da recimo tip MOL2 preferenčno mielinizira to belo snov v hrbtenjači, mogoče namiguje na neko specifičnost tipa nevronov, ampak načeloma ena populacija lahko mielinizira več tipov nevronov, je mogoče bolj specifično, katerih ne more mielinizirati. Ne vem, če sem zdaj to prav jasno razložila. To je eno vprašanje, s katerim se zdaj ukvarjamo in bomo tudi z temi novimi tehnologijami, kakor je in situ sequencing, dobili informacije o tem, kje se te populacije v bistvu nahajajo preferenčno in katere nevrone mielinizirajo. Po mojem mnenju ni zdaj prav neke ful velike specifičnosti. Mogoče za kakšen prav poseben tip nevronov pa je odgovorna mogoče kakšna specifična populacija, ampak generalno ni neke velike specifičnosti. Če ima še kdo kakšno vprašanje, me lahko tudi kontaktira mogoče kasneje oziroma po mailu, če ni nobenih vprašanj več. Super, hvala. A se zdaj sliši normalno? Zdaj se sliši. Jaz bi se vsem še enkrat zahvalil za udeležbo. Vidim, da nas je bilo na eni točki kar veliko. Posebej bi se seveda Petra tebi zahvalil za to zelo zanimivo in izčrpno predavanje. Zahvalil bi se tudi Mladinskemu centru Podlaga za soorganizacijo tega dogodka. Bi pa opozoril, da bo 20. maja že naslednje ASEF predavanje, predavala bo Lara Jerman in poskušala na poljuden način predstaviti evolucijsko zgodovino 2658 rakov. Tako da prosil bi vas mogoče še, da rešite anketo, ki je bila priložena na mailu, in se vidimo do naslednjič. Hvala za sodelovanje. Nasvidenje. Hvala.